Drage sestre in bratje, spoštovani sorodniki vseh žrtev revolucije. V današnjem prvem berilu smo slišali, kako je izraelsko ljudstvo se na svoji odrešenski poti znašlo v nekem prelomnem trenutku, ko jih je njihov voditelj Jozue postavil pred dilemo: odločite se, ali boste še naprej zvesti Bogu, ki nas je izpeljal iz egiptovske sužnosti, katerega znamen ste tako rekoč obilno dobili, ali pa se boste od tega Boga odvrnili in boste začeli častiti druga božanstva. Ta dilema, judovska dilema, je dilema skozi celotno človeško zgodovino. Pred podobno dilemo so se znašli tudi naši rojaki v času druge svetovne vojne, ko je Slovenija bila razdeljena med 3 totalitarizme, katerih bi se naj jutri spominjali, ampak kot vemo, v Sloveniji se spominjamo 2, tretjega pa zamolčujemo in zanikamo, ker smo edina država v Evropi, ki nismo sprejeli evropske resolucije, ki je obsodila vse 3 totalitarizme. Torej, ti 3 totalitarizmi so postavili tudi našega preprostega človeka pred podobno dilemo, kot je bila dilema Izraelcev. Ali bomo ostali zvesti Bogu, ki so ga častili naši predniki že 1000 let, ali pa se bomo od tega Boga odvrnili. In potem seveda na mesto tega Boga pridejo nova božanstva. Prvemu božanstvu se je reklo revolucija, iz nje je sledilo božanstvo laž, iz tega je sledil tudi umor in nazadnje je skozi desetletja sledil teror, ki je vsem žrtvam onemogočal, da bi bile pokopane, preživeli in pa da bi lahko o tem sploh govorili. Torej, ta božanstva, ki so si tudi po naših krajih stavila lažne spomenike, so nadomestila tistega Boga, ki ga naj ne bi več bilo in katerega se je poskušalo zradirati iz obličja slovenske zemlje. Vendar del izraelskega naroda je šel z Jozetom in del slovenskega naroda je ostal zvest tistemu Bogu, katerega so molili in častili že skozi 1000 let in kateremu so postavili trdna znamenja, ki jih izpričujejo naše cerkvice. Ampak cerkvice ne bi bili dovolj, če ne bi ljudje v svojem srcu bili trdno prepričani, da je njihov Bog tisti Bog, ki mu je treba ostati zvest tudi preizkušnja. Ko pravi Jezus učencem in tistim, ki so ga poslušali potem, ko je na Genezareškem jezeru imel daljši govor, ali bodo tudi oni ga zapustili in ali tudi oni mislijo iti za drugimi božanstvi, je pravzaprav Jezus postavil svoje rojake pred podobno dilemo kot Jozue. Kateremu Bogu boste sledili? On je o samem sebi v predhodnem odlomku današnjega evangelija govoril, da je on kruh in pijača. Da je on tisti, ki je prišel, da se daje v jed. Da tega Judje niso mogli razumeti ali pa težko razumeli, je po svoje zelo logično. Saj oni so verjeli, da Boga niti upodabljati ne smeš, pa bi ga naj jedel pa pil. Seveda ta hrana in ta pijača je v bistvu bila simbolični izraz
tistega, kar se je z Jezusom potem zgodilo. Da je bil umorjen, da je prelil svojo kri za življenje sveta. In samo v tej luči, v luči Velikega petka in Velike noči, lahko razumemo to jed in to pijačo, v katero se Jezus daje in na kateri so udeleženi tudi vsi tisti ljudje, ki so kadarkoli v človeški zgodovini umrli iz nedolžnih razlogov. Ki niso bili ne obsojeni, ne krivi za to, da so umrli. Verjamem, da so k tej krvi in temu telesu pridruženi tudi tisti, ki Jezusa niso poznali, pa so nedolžne žrtve. Vse nedolžne žrtve so udeležene na tej Jezusovi krvi in Jezusovem telesu. Tako verjamemo tudi mi, da so vse nedolžne žrtve revolucije in druge svetovne vojne udeležene na tej Božji hrani in na tej Božji pijači, ki z drugo besedo rečemo Sveta Evharistija. To je ta misterij, to je ta skrivnost, ki o njej Jezus tudi zaključi svoj današnji govor učencem, ko govori o tej skrivnosti. In to skrivnost je res težko razumeti. Še težje pa jo razumeti takrat, ko so v tem udeleženi ljudje, ki so nam blizu, ki so bili naši sorodniki, ki smo jih imeli radi, ali zaradi izgube katerih se je bistveno spremenilo tudi življenje tistih, ki so ostali živi. Vendar samo v luči Kristusovega trpljenja in Kristusovega vstajenja je mogoče razumeti in sprejeti tudi te žrtve kot evharistične žrtve na oltarju človeštva, ki jih očitno človeštvo vedno znova potrebuje za to, da se obnavlja pravo življenje in da se vedno znova obnovi tudi vera v edinega pravega Boga. Tudi danes smo pred podobnimi dilemami, da se moramo odločati za Boga, ki ga nekateri zaničujejo, blatijo, zavračajo, trdijo, da ga ni, da je izmišljotina in vse mogoče dokaze skušajo najti, zato da bi tudi našo mlado generacijo prepričali o tem, kako je vera nekaj brezveznega. Hkrati pa vznika 1001 novo božanstvo, ki ga ljudje častijo. Kajti človek je bitje, ki ne more biti brez Boga. Če ne verjame v pravega, si naredi svojega. In ker je sodobni človek izrazit individualist, si dela svoje bogove in ima svoja božanstva. In to se je razmaknilo, bi lahko rekli, nažalost, v zadnjih 30 letih bolj, kakor pod totalitarnim komunizmom. In sicer zaradi tega, ker smo končno zadihali svobodo in ko smo zadihali svobodo, nekateri razumejo, da je svoboda od Boga in za svoje božanstva sestavni del te svobode. In ta svoboda naj ne bi nič vezala, naj ne bi nič zavezala. In smo seveda v jedru drugega današnjega berila, ki govori o tem, kakšen bi naj bil odnos med možem in ženo. Dostikrat so samo videli tisti prvi del stavka oziroma odlomka, ko je govora o tem, da naj bo mož glava, žena pa srce. Pozabili so pa na oni drugi del, ki je bistven.
ki primerja moža in ženo z Kristusom in cerkvijo in ki daje možu vlogo, prvemu možu daje vlogo žrtve za ženo, da mora dati svoje življenje tudi za svojo ženo. Tako kot je Kristus dal življenje za cerkev. Torej tu ne gre za problem emancipacije, neemancipacije in podobnih zadev. Ni govora o tem. Ampak je govor o tem, da sta mož in žena eno in da je mož še na poseben način poklican v luči Kristusa, da za svojo ženo, za svoje otroke, za svojo družino da življenje. In mnogi od teh, ki se jih danes spominjamo, nekateri so že bili možje, drugi so bili fantje, so dali življenje za svojo družino. Nekateri za svojo lastno družino, kot možje, drugi za svojo družino, kot sinovi. In eni in drugi so se zavedali, da je potrebno z svojim življenjem braniti ženske, otroke in premoženje, kajti od premoženja je bilo odvisno preživetje. Torej tudi vsi ti možje in fantje so ravnali v skladu z današnjim drugim berilom apostola Pavla, da so dali življenje za svoje žene, za svoje matere in za otroke, če so jih že imeli. Kako pa je danes, drage sestre in bratje? Kaj je tako imenovana napačna emancipacija povzročila v odnosih med, ne bom rekel ženami in možmi, ker je te vedno manj, ampak med partnerji? Da se na prvo mesto postavlja svoboda posameznika in da v svobodi posameznika partnerji ne vidijo potrebe po medsebojni žrtvi in skupni žrtvi za otroke in dalje skupnemu žrtvovanju in skupni podaritvi za širšo skupnost. Novi totalitarizem, ki ga živimo, katerega priča smo, je ta anarhičen pogled na svobodo, ki bi naj dovoljeval človeku vse, kar si izmisli, kar si izmisli, kar čuti in kar želi, vse to lahko dela brez omejitve in še najmanj v odnosu do kogarkoli drugega. To tudi doživljamo ves čas v tej pandemični krizi, ko bi morali solidarno misliti drug na drugega, pa imamo s tem velike probleme. Tako vidimo, kako globoko se je zarila, pa ne samo v Slovence, ampak v evropsko civilizacijo nasploh, kako globoko se je zagrezno v nas ta virus individualizma, ki ga absolutiziramo kot novega Boga. In tako smo postali drug drugemu božanstvo. Ali dostikrat so otroci bogovi svojih staršev. In to je seveda v diametralnem nasprotju z tistim Bogom, ki je izraelsko ljudstvo izpeljal iz egiptovske sužnosti, v diametralnem nasprotju s tistim Bogom, za katerega so se odločili apostoli, ko jih je Jezus postavil pred dilemo, ali hočete tudi vi oditi, in v diametralnem nasprotju s tem, kar apostol Pavel pravi, da bi naj bilo na nek način pravilo odnosa med možem in ženo. Medsebojna podaritev, zato ker sta eno telo in en duh. Drage sestre in bratje, v krščanski veri imamo veliko
zatočišče, upanje, perspektivo, da tudi vse tisto, kar ostaja v naših srcih kot bolečina iz preteklosti, vemo, da teče v skupni vir moči in energije, ki jo je ustvaril Jezus za svojo lastno žrtvijo in na kateri lahko soudeležimo tudi vse mi svoje žrtve, take velike, največje, kot so jih dali naši rojaki, ko so dali življenje, pa tudi one majhne, vsakdanje, ko smo pripravljeni živeti drug z drugim v medsebojnem zaupanju, zvestobi in ljubezni in trajnosti. Brez tega ni pravega življenja in brez tega si evropska in z njo slovenska civilizacija ne dela dobre in odrešujoče perspektive. Zato smo na nek način spet na vrsti, na potezi, predvsem mi kristjani, da za svojim življenjem uresničimo odločitev za Jezusa Kristusa in za to, da znamo drug z drugim živeti podarjeno življenje, ki vsebuje tudi svobodo in osvoboditev od vseh egoizmov in od vseh napačnih bogov. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnega nebesa in zemlje, vseh velikih in velikih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, pravi Bog od pravega Boga, rojenega Stvarja, enega, ki se z očetom, in je pa njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega razumevanja, prišel iz nebes in se rodil kot vsega Bogu, iz Marjetelice in postal človek, bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi svoje žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril o prerokih in eno sveto katolično apostolsko cerkev, priznavamo in krst, odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, apostol Peter je tudi v našem imenu izpovedal: Gospod, komu pojdemo? Ti imaš besede večnega življenja. Tako se danes s svojimi prošnjami tudi mi zatekamo v Gospodu. Za našo domovino, ljubo nam Slovenijo, za katero so umirali toliki nedolžni, po kateri so hrepeneli mnogi, ki so jo morali zapustiti ob koncu vojne in v kateri smo pod komunističnim režimom trpeli vsi ostali. Gospod, naj vse te žrtve ne bodo za manj. Nakloni nam modre in poštene voditelje, ki bodo resnično skrbeli za blagor naroda in domovine. Prosimo te, usliši nas. Za našo širšo domovino Evropo, Gospod, odvrni od vseh zablod in nakloni milost, da zopet prepozna in se nasloni na svoje krščanske korenine, ki so vtkane v njeno bistvo. Prosimo te, usliši nas. Za vse medvojne in povojne žrtve komunističnega nasilja, ki se jih danes še posebej spominjamo. Gospod, nakloni jim mir in pokoj, nas pa naj njihov zgled zvestobe veri, narodu in domovini vzpodbudi, da bomo ohranjali spomin nanje in njihova pogumna dejanja ter sledili njihovemu zgledu.
Prosimo te, usliši nas. Gospod, ob koncu te prosimo še za nas, da bi ohranili zdravo kmečko pamet in ne nasedali tistim, ki obljubljajo blagostanje brez dela ter razglašajo pravice brez dolžnosti in vrednote brez vere. Prosimo te, usliši nas. Prosimo še po osebnem namenu. Prosimo Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Gospod, trdno verujemo in vemo, da si ti Kristus, Božji sin. Zato te prosimo, ne dovoli, da bi naša vera omagala v preizkušnjah. Uslišite naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.